Ok, lahko začnemo. Ko smo enkrat ustanovili agencijo, so nas res klicali starši, pomagajte še mojemu športniku, pomagajte še meni, in nekako smo vedeli, da je še tu res veliko rezerve, in s tem namenom je potem nastala Mastercard Športna akademija, s katero pomagamo športnikom tako z znanjem, sponzorstvi, štipendijami, in se mi zdi, da res to je postalo eden večjih družbeno odgovornih projektov za mlade športnike, ne samo v Sloveniji, ampak tudi širše. In na nek način res naša velika misija, da pomagamo mladim in da jim nudimo res čim več, glede na to, da na mlade se velikokrat pozabi. V sklopu Mastercard Športne akademije ni samo športni rezultat pomemben, ampak tudi kakšen človek si, in tukaj predvsem se mi zdi pomembna stvar tudi to neko naše poslanstvo in ta nek ponos, da je veliko število naših športnikov, ki so sodelovali znotraj vseh sezon Mastercard Športne akademije, tudi na nek način prispevalo k temu, da so sodelovali pri dobrodelnem projektu, torej Kilometri za prihodnost, za željo, v bistvu, da za neko samo inicijativo in z dobrim namerom pomagajo mladim, da bodo imeli boljše pogoje, kot so jih mogoče celo imeli oni. Ok, sedaj imamo agencijo za vrhunske športnike, imamo Mastercard Športno akademijo za mlade športnike, kaj še manjka, smo ugotavljali, ne? In zagotovo je bil to nek prostor, kjer bi delali več dobrodelnega, torej za tiste športnike, ki pa res nimajo neke osnovne opreme, si ne morejo privoščiti ali pa članarin, ali pa mogoče tudi tisti, ki bi radi uspeli v vrhunskem športu, pa nimajo dovolj financ, in s tem namenom se je potem ustanovil Zavod za šport Pro, da pomagamo mladim perspektivnim športnikom še na ta način. In jaz sem na sestanku s sodelavcem dejal, ok, imamo zavod, dajmo sedaj najti kako idejo, projekt, da ta zavod malo zalaufamo, ne? In potem je Vid prišel do mene prvi, čez par mesecev, in rekel, Jan, jaz imam idejo, jaz bi rad pretekel Slovenijo. In potem smo se začeli dogovarjati, in ko je bilo vse dorečeno, nekje 8 mesecev do začetka Vidovega teka, je bil potem samo še čas za priprave. Do ideje, samo jaz sem pretekel največ v kosu, mislim, da 45 km. Tukaj pa smo se potem podali na dvokratnih te kilometrine na dnevni ravni 4 dni zapored. Tako da sem že v začetni fazi vedel, da bomo mogli res strukturirano pristopiti k samim pripravam. Ne bo samo fizično naporno, predvsem bo naporno tudi mentalno. Bo pa treba seveda poskrbeti, da bo fizično telo sploh zdržalo. Najdaljši tek v obdobju priprave je bil na dobrodelnem teku v Šentilju, ki sva ga pripravila z Katjo, z mojo zaročenko, in odziv je bil res vrhunski. Pričakovala smo nekje med 200-250 obiskovalcev, na koncu jih je bilo preko 700, preko 500 tekačev. Bil pa je to tudi najdaljši tek v mojih pripravah, tam smo pretekli, mislim, da 49 km, slabih 50 v 5 urah. In noge so bile na koncu samega teka seveda malo utrujene, ampak daleč od tega, da ne bi mogel nadaljevati, in tisto mi je dalo res zagon in občutek, da bom pripravljen čez mesec in pol, da pridem skozi celotno traso. Zadnji teden pred štartom je bil po mojem mnenju skoraj da mentalno najbolj zahteven. Res je, da je fizično bilo veliko enostavneje, spustili smo volumen, spustili smo intenziteto. Bilo pa je tisto pričakovanje, ne? Torej, naj bo že enkrat ponedeljek, da štartamo. Samo da začnemo laufati že enkrat, veš. Včeraj noge so mi tako letele, roka se mi je pajtala, samo daj že enkrat. Potem, ko smo se popeljali proti Hodošu na jutro štarta, pa se je vse skupaj umirilo, no. In dejansko sem celotno pot proti Hodošu bil res dobre volje, res v pričakovanju. Ni bilo strahu, bila pa je tista nervoza za to, kaj prihaja, ker to pa je bila neznanka. Hodoš smo. Ko sem si nastavljal tam tiste zadnje zadeve, naredil še ogrevanje, nastavil uro, v bistvu vklopil GPS oziroma GPX, torej navigacijo, pa aktiviral samo sledenje live tracka. Pač ta moment sem vizualiziral valjda večkrat v zadnjem tednu, drugače pa zadnjih 6 mesecev, kako bo v bistvu tisto jutro, in končno ta moment, da lahko začnemo.
Ja, spomnim se in prvo jutro je bilo čudovito, res lep sončni vzhod. Sicer je bil za nami, ampak tiste prve barve se spomnim, ko so se pojavile pred nami, tako oranžno, lepo rumeno, po drevesih, po poljih. Je bilo res je bilo fantastično. Lepšega jutra si ne bi mogel želeti. Ja, Jaka Poglavnik je v bistvu me kontaktiral kmalu po tem, ko smo objavili, da bom tekel Diagonalno Slovenije na Instagramu. Ne bi rekel ja, če ne bi parkrat predtem z njim tekel, predvsem zato, ker fajn je, da veš, s kom tečeš oziroma da veš približno, česa je ta oseba sposobna in na kak način se obnaša po določeni kilometrini. Mislim, da Kana bo prvo bolelo na čeljustne mišice, ker te ima kar kaj zasvajati. Si dala video kaj za jesti? Slanike. Slanike je danes? Ja, pa kekseke. Domače. Po centru Radencev sem prvič začutil malo nelagodje pri desnem stopalu, tukaj na stopalnem loku. Bilo pa je bolj preventivno kot kurativno, torej cel čas sem si govoril, gledaj, če bo karkoli z nogami se ustavi, itak smo super napredovali, nismo imeli nekih pauz, lahko sem si vzel čas, smo sneli nogavice, ni bilo žulja, bila je samo malo razdražena koža. Drevo je, nimam še žula, me je pa tu začelo malo ribati. Pa sem reši preobul, zato ker sem tako za Švico v noge, da so se mi začeli malo nabirati z okne. Pa reši damo sveže gor, ker me je Goforgol opremal z dovolj pari, da se lahko špilo. Če bi lahko karkoli takrat spremenil, bi mogoče takrat že nanesel nekaj vazelina na stopalo, čisto iz preventive. Tega sem se zdaj dobesedno praktično naučil, oziroma plastično naučil tekom teh 4 dni. Da bi pa rekel, da je bila kakšna god kriza ali pa kaj takega, pa ne. Prvi dan je šlo vse v bistvu res kot po maslu. Prva velika malca. Fino gre drugače, maraton. Maraton je za nami? Ja, še. Koliko pa? 1 kilometer? Še 100 metrov. Še 100 metrov, pardon. Super gre. Zagotovo prvi dan mora biti previden, kar se tiče intenzivnosti, zato ker je telo še sveže in da ne bi preteral, po domače povedano. Zato smo ciljali, da sem ves čas v coni 2, torej ne smem iti iz cone 2 tudi pri vzponih, torej sem raje vzpone hodil kot pa tekel, ravno zaradi tega, da ne bi šel previsoko s pulzom. Pa je prepočasni, tečeš. To pa je daj njej. Da ste prepočasni. Petam to. Super je. Ja, se gre. Super si, stari! Zakaj čutim malo sarkazma v tem? Ker ga je! Hvala. Ti se imaš fajn? Jaz sem vam pole, bre, stari! Ja? Priješ malo se gibat? Ne! Nisi bil ti včasih športnik, čuješ? Kaj? Nisi bil včasih športnik, ti? Jaz sem športnik na omejenem terenu, ne na neomejenem. Pa ni samo teren omejen, ne? Pa vsak igralec tudi ne. Moram reči, da je super deloval Garminov Live Track, tudi to mi je bilo večkrat izpostavljeno kasneje med temi 4 dnevi teka, da so me ljudje lahko super spremljali, da so videli vse statistike, torej od mojega srčnega utripa do povprečne hitrosti in tako naprej. Ja. In kak je puls average? Jaz 140, imaš zdaj zadnjih par kilometrov. Imel si ful dolgo pod 130, pod 130 sem imel... Po ravnini, verjetno tam skozi največ zdaj, kar je celice valovito. Tu okoli 130, če imel 27 km, pol je bilo 138, je bil 30, pa 31, pa zdaj pol je to tako, si imel malo jedo, tam 35 km, ne, to je bilo 132, pa 142, 43, 42, 43, zdaj pa 139. Prej, jaz si zakaj valovito, se normalno. 140 je bil najvišji, to pa je verjetno bil Bregovni gor zdaj pred kratkim. Zdaj si pa spet na 129. Zdaj sem na 118. No ja, kaj poprečnega. Ja, teda hvala Garmin. Poprečnega imaš skupaj 133, vrhunsko! Ivan je tukaj res super deloval, da me je vmes opozarjal oziroma dejansko potrjeval, da je vse v mejah dogovorjenega, torej nisem šel preko 135 pulza. Dosti pijemo, ker je fejst vroče, da v bistvu nam ne folgajo davati bidonov, men. Drugače pa je super.
Po sami poti sem si ves čas postavljal neke take vmesne cilje, ker to je ključno pri daljših trasah oziroma dalje trajajočih športnih izzivih. Potem sem se približeval Sveti Trojici, tukaj se mi je pridružil še trener Alen Ploj, ki je v bistvu tekom celotnih priprav skrbel za moje treninge in tudi njemu gre velika pohvala, da sem dejansko prišel do samega štarta brez poškodb, spočit. No in v Sveti Trojici razvija eno res lepo zgodbo. Ste vedeli, da v Sveti Trojici planirajo izgradnjo enega največjih športnih centrov v severovzhodni Sloveniji, krona katerega bi pa bila prva klinika v Sloveniji za otroke s prekomerno telesno težo? Zadeva bo dejansko del enega res velikega športnega centra in bo res eno tako stičišče športa v Slovenskih Goricah. Pa je lepo, man. Tudi razgled mi je v bistvu ful dober, najljubši razgled nad Mariborom, zaradi tega, ker ponavadi delamo krog s kolesi, tako da prijemo z te strani in ko priješ tu gor, veš, da je bil to zadnji vzpon, tako vem danes, da je bil to zadnji vzpon in še v bistvu samo se spustimo, pa gremo do najstarejše trte in ful rad imam v bistvu spuste s kolesom in tega imam enega izmed najljubših, ker do serpentine, ko je tam dol, spod ne rabiš bremze stisniti, samo pšt. Dobiš nek občutek, kaj Maribor predstavlja, torej to kombinacijo urbanega in naravnega, kar je tudi razlog, v bistvu, da se odločim, da se preselim v Maribor iz Šentilja in ja, res cenim vse to, kaj imamo. Vid je bil že kot otrok zelo priljuden in zelo je znal ljudem pod kožo, bom rekla, zlest. Da njega v bistvu skoraj ni nikogar, ki ga ne bi imel rad, bom tako rekla. In to je zagotovo nekaj, na kar sva lahko zelo ponosna, poleg vseh njegovih drugih dobrih plati, ki jih ima. Želiva seveda biti podpora vsem njegovim preizkušnjam. Je pa to seveda za njega velik stres za telo, je pa res, da je odlično pripravljen. Če on to želi in če sta zdaj tako uspešna skupaj v tem res predstavljanju mej svojega telesa in uma, tem seveda sploh ni kaj, ti lahko samo pomagaš in bodriš. Ja. Te pa skrbi, zato si starš, Mama se po moje v začetni fazi niti ni zavedala, koliko naporno je vse skupaj oziroma kak ekstremen je celoten podvig. Mi je bila pa potem tudi vmes situacija, ko je rekla oziroma si želela biti ves čas prisotna na samem prečkanju diagonale, pa se s tem nisem ravno strinjal. Predvsem ne zaradi tega, ker ne bi želel imeti svoje mame ob sebi, seveda si vsak otrok po moje to želi, ampak po drugi strani pa sem imel ves čas v glavi to, da ne želim, da me mama gleda med tem, ko trpim. Hvala vsem. 5 točk odpravite. Bravo, legenda, 1 od 4. 1 od 4. Hvala. Jaz si upam, da bodo vse 4 tako vrejo šle kot ta prva, ker je šlo in časovno, in kilometrsko, in po občutkih optimalno. Mogoče celo boljše, kot smo planirali. Tako da zaključili smo tu pri stari trti. Je v bistvu tudi nekaj vrste, lahko rečemo, prispodoba tega, kako izgleda vrhunski šport, da si tako vztrajen kot stara trta, da že 400 let tukaj vztrajaš, skoraj da v betonu. Tako so športne kariere, pač res moraš iti skozi težko, da lahko preživiš, pa da lahko briljiraš, pa da si lahko potem med boljšimi na svetu. Zdaj pa se veselim, da so tam dol teniske.
ker se mi zdi malo čaka eno malo presrečenje na desnem podplatu, bomo videli. Ja, tudi ko smo prišli v cilj, sem vedel, da nekaj je na podplatu, nisem vedel v kakem obsegu. Ko sem snel nogavico, je bilo večje, kot sem upal, da bo. Sem še vedno bil prepričan, da pač enostavno bomo žulj izpraznili oziroma prepičili, spustili ven tekočino, zjutraj mogoče še enkrat, pa bo potem to načeloma to. Ampak ni bilo. Poanta celotnega projekta je bila zbrati čim več kilometrov in te potem tudi pretvoriti v finančno podporo mladim športnikom. Z temi aktivacijskimi dogodki, torej v Mariboru in v Celju, smo želeli aktivirati ljudi, v bistvu jih privabiti na ta dogodek in na lažji način predstaviti celotno zgodbo. Večina tega je potekala po glavni cesti, torej na diagonali Slovenije, zato je bilo nekako varne in tudi bolj smiselno, da naredimo dogodek, kjer bodo lahko ljudje skupinsko tekli, brez kakršnihkoli težav z prometom in tako naprej. Bravo! Hvala, da ste prišli, najlepša hvala! In ja, jaz mislim, da je bil mariborski dogodek, glede na to, da sem imel vsega celo čas udeležiti, ker smo prišli v cilj toliko hitreje, res lep in uspešen. Kar čutim kolena tu, to je to na desni. Na desni? Tako, na istem, ampak leva malo bolj kot desna. Mogoče, ker sem kompenziral zaradi žula na desni. Zdaj malo zatečemo. Malo. Nič naredila bomo zgolj masažo, nastavljate bomo, da vidimo, če se kaj medenica zamaknila, verjetno se ni, jaz upam, da se ni. To pa je to pa, načeloma, krivo bo šlo. Okay. Ker danes smo šli davno priložnost, hiperbarično, ker imaš spet ti davno priložnost. Ja, časa je dovoljno. Časa je dovolj, ker si dovolj hiter bil, pa tega več ne bo zdaj, ne? Vrače ti kar paše, no? Tak bom. Kaj mi paše? Zadico. Kako dolgo se traja? Zdaj se mi še v kisik lež za 1 uro, pol pa bomo jesti dalje. Katja mi je rekla, moram še 2 taki pavlite stenin pojesti. Te pač bom, ne? Ne bo jezna. Lahko zmiksaš. Evo, super zregeneriran, koliko se pač da v takem kratkem času. Včeraj smo naredili res vse po planu, pomeni, oziroma ne po planu, nismo prišli v cilj, ker smo prišli 1 uro prej, teda smo malo več časa za regeneracijo. Bil sem na terapiji, bil sem v komori, bil sem v kriot komori, tako da vse po planu, super naspal. Tukaj sem spet lahko uporabil taktiko od Zdravka Strnišek, ko mi je rekel, da ko se vležem zvečer, si naj govorim, torej, da bom lepo spočit, pa ob kateri uri točno se bom zbudil, da se bom zbudil spočit, umirjen, brez bolečin in tako naprej. Autosugestije, to se pravi aktiviranja teh notranjih moči, predvsem pa vzpostavljanja kontakta samim seboj in dobrega občutka samega sebe. In ta dober občutek samega sebe je potencial, da grem proti cilju, ne. Če mislim, da zmorem in mislim, da ne morem, v obeh primerih imam prav. Zdaj pa se samo vprašam, v katerem primeru imam pa večjo možnost, da bom prišel do zastavljenega cilja. Če pomislim, da ne zmorem, lahko kar spakiram pa grem, ne. Ja, štartamo. Najtežja etapa bo danes 98 km. Upam, da ne bo tako težka, da se čuje. To bo absolutni rekord, že včeraj sem naredil največ, kar sem kadarkoli pretekal, zdaj pa v bistvu gremo še dalje, tako da se vidimo. Do Bistrice je šlo v bistvu vse super, vse res top, zabavali smo se, vice smo si govorili, pač res je bilo odlično, no.
Danes Bistrica razpolaga res z velikim naborom športov. Ne samo športi, ampak tudi z infrastrukturo. Imamo največji plezalni center v Sloveniji, verjetno tudi v širši regiji. Tradicija juda je tu v Bistrici znana. Imamo kar 5 olimpijcev. Mislim, da je Slovenska Bistrica odlični pokazatelj, kako lahko občina in skupnost pripomore k, bom rekel, zdravemu razvoju športa in mladih športnikov. Evo, prvi mali cilj je dosežen. Me veseli, da so tudi del tega humanitarnega projekta Kilometri za prihodnost. Vreži si samo na tako dolžino, da bomo pol samo razkužili za leplje patite. Zakaj pa bi rad tepo? Tu me boli, ja. Od Maribora do Slovenske Bistrice oziroma do Konjic je kar nekaj vzponov in spustov, kar pomeni, da je bilo kar nekaj nabijanja dol po hribu že. In sem že čutil malo bolečine v kolenih na notranjih straneh, torej na medialnem delu. Na tej strani pa je tu pod kolenom, ampak zdaj je okej. Ko sem topel, zaveš, da najpol, ne vem, ti misliš, kaj misliš preventivno? Jaz mislim, da preventivno mogoče, da malo trikneš možgane, ne? To te ne bo zdaj pozdravilo, ampak ja, da nekaj je gor, ne? Ja, mogoče bo telo manj dojemalo bolečino. Luka je v bistvu trail tekač v prvi vrsti v mojih očeh, zraven tega seveda tudi, da je moj super prijatelj. Sploh po teh 4 dneh moram reči, da res super prijatelj. Mislim, da je bil celo prvi, ki sem ga kontaktiral pa vprašal, kaj misli, če je ta zadeva sploh izvedljiva v takem obsegu, kot sem si jo zamislil. Torej, če misli, da sem sposoben preteči 330-340 km v 4 dneh. In ja, njegov odziv je bil zelo pozitiven. Rekel je, vid, ja, definitivno. Od tega, kako se boš pripravil, pa je odvisno samo, če boš velik del tega užival ali boš večino časa trpel. In s temi besedami pač je enostavno potrdil mojo idejo in smo šli v začetek realizacije. Da bi ti fiksiral tudi ne, samo pod vama tak pa zato. Ker so stabilna kolena, full spol ni dobene težave. Samo to ne bi rad, da se mi razboli. Ja, bomo naredila to preventivno. Ja. To boš dobil zdaj tako navidezno občutek stabilnosti, ne? Na sami trasi pa je Luka bil, mislim, da moja glavna oporna točka, kar se tiče samega počutja oziroma samega dogajanja v meni in ja, v mojem telesu in v moji glavi. No. Luka ogromno teče, ultra tekače in to so v bistvu prvi šuhi, pri katerih celo kot ti sam poveš. Ultra ima eno specifiko, da je foot shape, to pomeni, da je v obliki stopala in da ti, ker vsi ostali čevlji ti prste stisnejo spredaj v to boksu, ti pa ti jih ne v bistvu in dopuščajo naravni tek, kar je... En skoro razširiš prste, postavljaš. Ja. Ja, res. Duško, en kolesar pa ja, zadnji ne tudi, kaj zelo lako. In se tutemu vmešnemu, to je res spredna kula od facla. To bi pa sliko videl. Ti imaš vse? Imam vse. Hrano še imam. Okay. To ima pol nekaj riž pa to? Ja, okay. Pol ure. Štima. Super, hvala. Adijo. Noč je bila v redu. Mislim, jaz sem manj spala kot on. Ker mi je vmes rekel, da preglasno diham. Sem rekla, da bom nehala dihati. Ampak ne, sem vesela, da je on spal, no. Bolj se jaz s tem obremenjujem, da je on v redu. Jaz sem v bistvu že en čas nazaj Katjo pripravljal na to, da ji bom mogoče rekel vmes po noči, da ne vem, da smrči ali pa da glasno diha ali pa kaj v teh 4 dneh zgolj in samo iz razloga, da če se bi to zgodilo, Katja drugače ne smrči, da če se bi to zgodilo, da mi ne bi zamerila oziroma da bi razumela. Torej, načeloma sem tudi očeta pripravljal na to, da znam vmes priti v neko stanje, kjer bom mogoče nesramen ali pa ne ravno tako prijazen, kot sem ponavadi. In da naj to v tem času, prosim, razumeta oba. No in potem je Katja zaspala. Prej, kot sem jaz zaspal in pač je bila obrnjena direkt proti mojemu ušesu in jaz sem se pač trudil se čim bolj skoncentrirati, narediti avtogeni trening in vse skupaj, ampak enostavno ni šlo. Ker sem slišal zgolj in samo njeno dihanje in prosim je pač nežno zbudil in sem jo samo prosil, če se lahko prosim obrne okoli, samo toliko, da mi ne diha na uho. Teda, ja, nisem pa vedel, da je to delila z mami. Skrbijo me te žulje, ker sem ga tako velik naredil od včeraj, no. Ampak jaz vem, da Luka ve, kaj dela, tako da. Čutil sem, da se na stopalu nekaj dogaja, pa nisem pripričan, če se mi je prestavo, torej
premaknil samo ta obliž. Nekaj se je zgodilo, zdelo se mi je, da po nekem balončku tečem naenkrat. No in potem se ustavimo, tegnemo dol nogavico in ja, na pol stopala začne ven, ker žulj prihajati. Takrat me je malo zaskrbelo, moram priznati. Skozi Slovenske Konjice, tista je bila kriza, ne? Tista je bila res kriza. Meni je rekel, da najkar govorim, samo da on ne bo odgovarjal, da bo tiho. Tam mu je bila sila, ne? Neho tak ne bo. Neho ne bo, ne? Samo upam, da se ne bo to vznelo. Moram reči, da nisem takrat pomislil o tem, da bi lahko zaključili. Oziroma, da bi mogli zaključiti. In sploh po teh besedah Luke, potem tudi več nisem šepal, oziroma več nisem rabil kompenzirati toliko koraka, zato ker sem vedel, da mislim, da sem v glavi dovolj močen, da lavrim preko bolečine. Vinjo z okni? Kaj te vem? Sorry, vic. Zdaj naslednji noč. Zdaj se nam je pridružil Iztok Deželak. Iztok je pa absolutni frik. On gre letos na 5-kratnega Ironmana. To pomeni 5-krat distanca Ironmana neprekinjeno. Prvo, koliko? Mislim, da dobrih 18 km plavanja, 850 ali 900 km kolesa, pol pa še 200 km tek. Tako da mi bo zdaj konkretno pomagal z zgodbicami, kako prefajtati, ko se zdi pač nemogoče. Iztok me je tolikokrat nasmejal, da sploh nimam besed. Res super človek, super oseba, neverjetno, kaj je že sedaj skozi in kaj planira dati skozi. Tudi ko smo govorili o žuljih, me je potolažil, ker mi je pokazal eno sliko njegovih žuljev iz ultra teka okrog Balatona, ker je imel pač neokusne noge, po domače povedano. In če je on zdržal takrat tisti tek z takimi žulji, potem sem se jaz več čas govoril, pač vid, boš tudi ti zdržal, ker nimaš niti približno takih žuljev, ki jih je imel on takrat. V Celju smo. Celje od nekdaj bilo super v športu. Drugače pa vem tudi približno zdaj, kako so se počutili vitezi v tem času, ko so bili še vitezi. Ker mislim, da imam približno taki občutek v nogah trenutno, kot da bi me malo oklepal na sebi. Ampak gre, imam super spremstvo. Hare Rama, Hare Krišna. Svaka čast, bravo, kakve legende ste. Gre, tajnik je v redu. Noro, tak projekt, da kapo dol, no. Hvala, da ste bili tako konjeni. Ja, z veseljem. Mislim, vse na vas je pobuda. Kaj gremo malo laufati? Tako? Ja, gremo z vami. Super, no, veselim. Nisem vedel, da bo, nisem pričakoval, da bo tam. Teda res najlepša hvala gospodu Kovaču, da si je vzel čas, pa da smo tudi lahko lepo poklepetali. Odtekal je z mano kar lep odsek, vidi se, da podpirajo šport, da živijo za šport in ja, bi si želel, da bi bilo več, ki je tako, no. Videl, da sem malo stvari, da mi ne vgosne. Me malo skrbi. Nekaj časa smo bili Iztok in Katja in jaz. Nisi prazen. Ne, najprej, da sem za cel teden pa pil, teda je okej. To ima fajn je, da sem malo tiho, pa da sem malo v svoji glavi. Super mi je, da Iztok razume, da mora govoriti, da ne rabim jaz govoriti, oziroma da me moti, mislim, zamoti. Teda se kar bi ja pogovarjati, jaz pa bom poslušal. Bom ko spuščal. In sem našel potem v bistvu to neko stanje v svojih mislih, ker mi je zelo odgovarjalo, da sem samo poslušal, kaj se pogovarjata za mano. Torej, nisem rabil ničesar razmišljati, samo v bistvu korak sem obračal, noge sem obračal in poslušal, kaj se v ozadju za mano dogaja. In mi je čas začel res hitro leteti. Tako da ne bi rekel, da je bila kriza, sem bil pa že kar utrujen. Ja. Tako je pol ure bil tiho. Te pa sem ga vprašala, si je v redu? Ja, vidva se samo pogovarjajta. Jaz bom vaju poslušal. Te sem prvo videla, da malo šepa, samo je bil v nekem svojem svetu vmes. Ja. Ker ko on meni reče, te ti samo govorite, jaz poslušal, te veš, da... Sam mi je prvo rekel, pač moraš mi povedati, če si v redu. Samo se mu vleče malo. Pol bo moja že danes. Zdaj pa še samo asfalt.
Dotrojen. Reči, radite? Coca-Cola bi imel. Coca-Cola? Ne bom rekel, da sem prazen, samo dolgo pa že traja. Vsakeč, ko sem se počutil nekako poklapanega, ko me je začel nekako vleči skupaj, kot rečemo, sem potegnil ramena nazaj, dvignil glavo, se prisilno nasmejal za par trenutkov. Zdravko je to rad primerjal z F-16 piloti in rekel, nikoli ne vidiš dobenega F-16 pilota na nobeni letalonosilki ali pa kjerkoli. Vedno so ponosni, vedno so dviganih prsi, vedno so samozavestni, zato ker je bil sam proces, da so prišli do te točke tak zahteven, da mora biti ponosni na sebe, da so sploh lahko tukaj. Ja, in tega sem se res ogromnokrat spomnil po poti. Pride. Malo še! Ajde, gremo! Ajde! Bravo, Vit! Bravo, Vit! Bil je definitivno čustven trenutek, ker je bil konec najdaljše etape oziroma najdaljšega tega, kar sem kadarkoli v življenju pretekel. 12 ur, 27, čakaj, pa 98,19 km. Ni 100, ne? Da se tam pojavila mama, me je definitivno presenetilo, nisem pričakoval, niso mi povedali, da bo tam. Preživel ga je. Če si me že ti tako napovedal, da ne smem se cmeriti. Rečeno je bilo, da je ves dan službeno odsotna in da ne bo uspela priti. Teda mi je dala to dodatne motivacije, da sem se delal še bolj močnega na koncu, da nisem pokazal, da mame ne bi skrbelo, da sem izčrpan. Vse vrej. Napihnil se sem, ko sem dobro tega navrije. Vse ni krito, to je samo. Tako mi rekel, nime razen žula. Pač tam, ko smo v konicah videli, kako izgleda, me je malo prestrašilo. Ne, da ne bi šlo do konca, ampak veš, ko ne vem, ker še nikoli nisem imel tajega žula, ne. Sem pa tako čutil vmes, kako so mi začeli možgani počasneje delati. Ko sem hotel kaj povedati ali pa kaj, veš, ko tako procesiraš malo, kaj hočeš reči. Pa tako se jaz počutim, pa veš, ko je Ice itak take fore si, kaka faca je tudi človek, kak sta mi lajšala, kaj si ti nor. Res vrhunsko. Tretje jutro iz postelje je bilo res boleče. In takrat me je malo zaskrbelo, kako bom jaz pretekel danes slabih 90 km, če se komaj sprehodim do WC-ja. Čutil sem, da je telo res delano. Tretja etapa, 87 km, 25 metrov, 852 višinca. Cilj Postojna. Pač nič ni spal. 1 uro pa pol, če je spal. Malo ga je imelo vročinske volje, pač kuhalo ga je. Tako da jaz pa sem ga več čas gledala, nisem vedela, če ga kaj boli, ali mu je hudo. Je pa bila težava recimo v začetku tretjega dne, ko smo štartali iz Trojan.
Predvsem to, da sem prejšnji dan oziroma oba prejšnja dneva tekel z hitrostjo nekje 6 minut na kilometer, 6 do 6:30. Medtem ko sem tretji dan lahko začel po hribu navzdol iz Trojan z maksimalno hitrostjo 8 minut na kilometer. In ko je mene takrat zadelo, kaj to pomeni na razdalji 90 km, kako dolgo bo ta dan, mislim, da je bil to tista prva res mentalna kriza, ki je nastala, ki sem jo potem predeloval skoraj do Domžal, po moje. Potepamo, gledamo, kaj je z žurom. Boljše sem zdaj, ko sem bil pozno. Skoro dobro. Dež sam me ni oviral, ni me motil, ni me strašil kakorkoli. Edino, kaj je bila težava, oziroma s čimer sem se vmes ukvarjal, to, kaj to pomeni za moja stopala. To pomeni, da bo naslednjih 10-12 ur mokra, kar pomeni, da je velik riziko za dodatne žulje. Prav fajn je, po eni strani malo hladi, po drugi strani pa ti da neki taki posebni mode, survival mode. V slovenščini bi temu rekli kako preživeti, nagon. Vid prihaja k sebi, fant bo... Je rekel prej nekaj govoril, da bi šel do Pule rad. Ne, v redu je vse. Mislim, da mu družba mu pomaga, pa pogovori in to, tako da. Mislim, da ima to z lahkoto. Dobri smo, gremo. Absolutno mi je odgovarjal, da bi nekdo ves čas z mano. Mislim, da sem na celotnih 346 km odtekal, mogoče 5 km sam, vse ostalo pa. Torej, če ni bil kdo drug, sta bila z mano Luka in Katja. Zakaj grem laufati, ker imam dovolj to noge. Še en mali cilj smo dosegla pravkar, ta ravnina od Ljubljane do Vrhnike. Zdaj gremo v bistvu en močni klanec, za vojašnico Ivana Cankar, zapije malo makedama, Luka mi bo dal palce, si malo razbremenim noge. Dežuje, fino nas hladi, vse je vrej. Tega dela sem se dejansko najbolj veselil na tej etapi, zato ker je bil najbolj razgiban, ker je bil v naravi. Tam sem v bistvu že bil izven tiste krize. Veš to? Je vam moj najljubši keks. Teda moramo iti tu gor. Gre? 100%. Ja, je. Tam je tam prijemo, na glavno cesto si. Gremo, okej. Jaz sem bil s tom cenom nič to. Mislim, da je en lepših delov na celotni diagonali. Spomnim se tako nežno je deževalo, da si videl kapljice, kako padajo, tako lepo se je odprl en travnik, nizka, kot da je bila pokošena travica, vse od gozda, pač res lepa scena. Sam prihod v Postojno, nisem vedel, da smo premaknili cilj, zato sem v bistvu na samem sprejemu tekel skozi sprejem, mimo sprejema, proti stadionu, na kar se za mano zverjajo, vid se lahko ustaviš, pa sem bil tako, okej, to je zdaj tako butasto izpadlo, ampak dobro. Pač na cilju mi je seveda ful odleglo, srečen sem bil, da je to konec tretje etape, pomeni čaka me samo še en dan. Karkoli se že dogaja z mojimi nogami, jaz mislim, da sem dovolj močen, da lahko prijem v vsakem primeru do cilja. To je bila moja misel, ko sem prišel v Postojno in na tej misli sem delal do naslednjega jutra. Smo tako zelo vrema, bi? Ja. Ja? Kaj boš pil? Samo.
Tereza me 20 km na WC tišal, zdaj pa me ne. Kaj si ti nor? Samo še zadnji dan. Čeprav zdaj, ful sem vesel, da me Tadej baje že čaka sama. Pardon, ne, se te veselim, Tadej. Oh, shit. Fuck. Trinajst ur pa mislim, da 34 minut, pa malo več kot 88 km, pa nekaj več kot 850 višincev, nekaj tega. V glavnem dolgo je bilo. Dolgo je bilo. Več noga ne bolijo. Ja, bil sem res izčrpan. Jaz mislim, da je bilo to, da sem bil najbolj izčrpan v življenju do zdaj, no, ta dan. O, mami! Jaz sem v avtodomu, ker sem v cilju bil že postojni. Zdaj pa grem jest pa terapirat se. Kak si pa ti kaj? Kaj si zaštekala ali si brez besed samo? Frizno, Gledate. Kak si? Super. Zato, ker sem fertik. Ne vreje, vse je okej. Boljše, da ne vidim noge, ne? Če kaj vidim, mama je malo žaljena, ker ni smela priti. Ne, zna biti. Samo se veš, če kaj je pa težko mami gledati sina, kak trpi, pa ni potrebno, ker pač lahko prije na cilj, ko bo videla, kako je fajn vse skupilo. Pa prva etapa, ko je bila fajn, tudi druge pa tretje pa ni rabila gledati. Mislim, take intermece vmes, ja, take dele vmes pa ne bi bili potrebni, zraven, ker bi jo preveč bolela. Zadnjo noč sem malo boljše spal kot prejšnji v Grofu in ko sem se zjutraj hotel vstati iz postelje, so bile noge prazne, mrtve, boleče. Spal sem malo več kot včeraj, tudi 3 urce mi je pravi ura, da sem nabral. Ful me je kurilo, zelo dosti sem prešvical, parkrat sem se mogel preobleči. Zjutraj sem šel s tak trdimi nogami tja v kopalnico, da me je malo skrbelo, kako se bom premikal danes proti cilju. Če s takim tempom gre proti Piranu, do konca tedna smo mogoče tam, no. Po tušu, ko je prišla kri lepo v mišice, v tetive, vse skupaj, pa sem dobil noge nazaj, tako da sem zdaj ekstra motiviran, da gremo danes do konca. Tak sem vesel za njega, res prav ponosen pa vesel sem za njega, ker vem, koliko je časa, truda, volje, energije pa vsega vložil v ta projekt, pa vem, koliko mu zares pomeni in sem tako vesel, da je pofajtal do sem, pa da še ima res čist malo, pa da je dosegel to, kar si je zadal, no. Da je res vred. Duško je faca, Duško me vedno napolni z energijo, ko se družimo, ko se slišimo. Zdaj sem vedel, da imam tudi njega zraven, ki me bo konstantno motiviral, ki mi bo dajal to energijo, ko mi bo mogoče popuščala. In potem smo kljukala kilometer po kilometer, noge so bile okej, imela smo se marsikaj se pogovoriti, dosti smo se presmejala in je pač res hitro minevalo, sploh teh prvih 25-30 kilometrov je res šlo brez problema. Mimogrede, uničil sem teniske v 2 dneh, ker sem tak fest noga za sabo vlekel. Tu sem dol po vrabce in štoku. To je bil včasih taki. Imamo nove zaraz. Pol pa je naenkrat steklo. Niso me več bolele toliko noge, zato ker sem jih sprostil. Hitrost se je povečala spet nazaj na 6 do 6,30 na kilometer. Ker v bistvu toliko, ko prelaufam, tudi pojem, ne, si je vredo. Vsake toliko malo poščetka. Pravijo celo, da v zdravstvu, s tem, ko je to taki porast v teku, v popularnosti teka, da je tudi dosti več kariesa. Tako da, preventiva, ne. Hvala, VBO.
Ne morete si misliti, kaj sem jaz vse delala v tem dnevu, ko sem bila doma. Naredila sem za 2 dni, za 3 dni, samo da nisem razmišljala, kaj vse sem naredila. Noro. Pa kdo vam je to? Ja. Zakaj? Zato, ker sem videla z vidom preveč povezana in če bi jaz bila tu, bi mogoče mi vse zatekli ali kaj, in bolj bi me on videl in bolj bi se oba jokala in bi ga zmedla in potem sem jaz rekla, če bi ga pa zmedla, bolj pa boljše, da nisem tu. Videk! Videk! Pravi, saj nekaj bolj. Narobe? Nič. Nič narobe? Ne. Pol sem stavil, da sem rad. Kar vidi. Zakaj imate kolenčni pogor? Zaradi kolen. Da, normal. Dober tek. Samo dajmo hitro, prosim, ker sem vroč. Prosim, Ne, gušim, samo. Ne bi se mi te stavilo drugače za. Moramo. Ker nisem hotel izgubiti tega občutka ali pa se ohladiti kakorkoli, smo kar med hojo potem jedli. In to je bilo ravno na tak del trase, kjer smo šli z glavne ceste proti Parenzani, torej na kolesarsko pot. In ta je bila vrisana preko ene železnice. In tam pot zavije desno, ne preko železnice. Preko železnice ni bilo ničesar, ne. Teda nismo imeli poti preko. Ko smo prišli na glavno cesto, je bilo spet okej. Tam pa po mojem več nismo kaj dosti govorili, zato ker je bil tempo že tak, da tudi Tuško do Pakati več ni bilo tako lahko, sploh po, kaj je bilo to, 60 kilometrih recimo ali pa 55 kilometrih. Tam je bilo samo sledenje navodilom, Luka, ti mi reči, če sem prehiter, Katja, ti mi reči, če moram jesti ali pa piti, Duško, ti pa mi prosim te drži tempo. Tako da tam dalje smo šli po moje ko en dober naravljen stroj. To so, mislim, da bi bili kilometri, v katerih sem v življenju med tekom najbolj užival. Luka je imel nalogo, da me omejeval oziroma opominjal na srčni utrip. Potem pa vem, da smo prišli nekje do Portoroža, oziroma že zapustili Portorož, da nekje 2 kilometra do konca. Pa sem samo vprašal Luka, kaj lahko grem. Pa je rekel, evo, lahko greš, spusti, na koncu si. Nisem forsiral, nisem pospeševal, samo pač enostavno spustil sem bremzo, pustil teleso, da je teklo tako, kot mu je pasalo in jaz sem tako užival. Zdaj imam kurjo kožo, evo, ko o tem govorim. Spomnim se, da smo tekli ravno preko parkirišča pred Piranom, pa pogledam tako levo Katjo zraven, ful fokusirana v istem tempu, v istem koraku z mano. In takrat me je isto preplavila kurja koža, solzne oči sem imel, pa sem ji rekel, pač to je to, pač ratalo nam je, ne morem verjeti, ratalo nam je. Potem v sam cilj, sem bil pač enostavno srečen. Težko bi rekel, da so me tam te emocije že vlovile, to me je potem še lovilo par dni, da se dejansko zavedam, da nam je uspela ena kar velika zadeva. Diagonala je za mano, a tista prava pot se šele začne. Uspeh ni vedno le medalja okrog vratu. Včasih je največji uspeh to, da nekomu sploh omogočiš prvi korak na igrišče. Naši šampioni nas združujejo, premikajo meje in nas navdihujejo.
A če želimo, da ta pravljica traja, moramo poskrbeti za tiste, ki prihajajo za nami. Narediti moramo vse, da bosta odločala le talent in volja, ne pa privilegij. Ker s vsakim kilometrom, ki ga danes pretečemo, nekje v Sloveniji kalimo sanje novega prvaka. Zato skupaj nabirajmo kilometre za prihodnost.